Neugodne finančne in gospodarske razmere ter podnebne spremembe nas silijo, da se vse bolj zavedamo globalne medsebojne soodvisnosti. Težave, ki jih imajo države v razvoju, občutimo tudi mi, ki smo del razvitega sveta. Mednarodno razvojno sodelovanje je pomoč, ki jo razvite države namenjajo državam v razvoju. Tudi Slovenija prispeva delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj. Slovenija se je kot država donatorica razvojne pomoči zavezala, da bo zanjo do leta 2015 namenjala 0,33% bruto domačega proizvoda letno. V letu, ko so bili sprejeti novi cilji trajnostnega razvoja in smo istočasno obeleževali Evropsko leto za razvoj, slovenska razvojna pomoč še vedno stagnira na manj kot polovico mednarodno sprejete zaveze. Upamo, da bo Slovenija okrepila prizadevanja za zagotavljanje ustreznega deleža pomoči, saj nam je leto 2015 jasno pokazalo, da globalni izzivi ne poznajo nacionalnih meja in jih lahko naslavljamo le v sklopu globalnega partnerstva. Da bi globalno prebivalstvo razumelo izzive današnjega časa, ga je potrebno o tem ozavestiti in izobraziti. Sloga je združenje nevladnih in humanitarnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodne humanitarne pomoči in globalnega učenja. Naše poslanstvo je ozaveščanje in informiranje o razvojnih tematikah ter krepitev razvojnega sektorja. Slednje uresničujemo številnimi kampanjami, zagovorniškimi aktivnostmi in izobraževalnimi vsebinami. Če želimo, da ima razvojno sodelovanje dolgoročne pozitivne posledice, mora biti trajnostno, to pa pomeni, da hkrati vključuje okoljske, gospodarske in socialne vidike, kar določajo tudi novi cilji trajnostnega razvoja, ki so jih svetovni voditelji septembra 2015 sprejeli v okviru Organizacije združenih narodov. V duhu ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerili razvojna prizadevanja naslednjih 15 let, tudi mi naše aktivnosti izvajamo v partnerstvu z vsemi relevantnimi deležniki. Po Evropskem letu za razvoj 2015 smo prizadevanja na področju ozaveščanja javnosti osredotočili na kampanjo Tudi tisti globalni sosed, katere cilj je razvojne tematike in pomen globalne solidarnosti približati posameznikom. Humanitas že 15 let deluje na področju globalnega učenja. Nekako smo začeli z projekti razvojnega sodelovanja, ampak smo dosti hitro ugotovili, da sami projekti ne bojo spremenili sveta, zaradi tega, ker nekako mogoče samo gasijo požare, ne ozaveščajo pa ljudi dejansko, kako smo vsi vpeti v vprašanje teh globalnih izzivov. Zaradi tega smo se začeli ukvarjati z globalnim učenjem, ki nekako pač te globalne izzive preoprašuje, jih pokaže, kako so kompleksni, poleg tega poda vsa ozadja, vzroke za te globalne probleme in pokaže tudi našo vpetost v to, torej kako smo mi kot osebe, kot civilna družba odgovorni za trenutno stanje, ki vlada v svetu, in poleg tega, kakšna je naša možnost in odgovornost, da te stvari tudi spremenimo. Ker so pa ravno mladi tisti, ki bojo v prihodnosti spreminjali svet, smo šli zelo na to izobraževanje, formalno, neformalno izobraževanje v šolah in pa med mladimi in delamo različne delavnice globalnega učenja, zelo različne teme, vendar pa pri vseh nekako pokažemo to kompleksnost in našo vpetost. Poleg tega pa delamo tudi z učitelji, ki potem prenašajo to svoje znanje kot multiplikatorji naprej na svoje učence. Slovenija prek javnih razpisov podpira projekte nevladnih organizacij, ki pomagajo tudi v Afriki in na Zahodnem Balkanu. Enega takih projektov izvaja humanitarno društvo ADRA, ki pomaga begunskim družinam v Burundiju. ADRA Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerskimi organizacijami sodeluje in deluje v Burundiju, kjer smo postavili do sedaj že 2 vasici, slovenski vasici, ki smo jih tudi nadgradili in obogatili z vodovodom, tako da imajo prebivalci dostop do čiste pitne vode. Prav tako pa v letošnjem letu nadaljujemo z gradnjo osnovne šole. Pričakujemo, da bo zgrajena v spomladanskem času in tako v naslednjem šolskem letu pričakujemo tudi že prve otroke, ki bodo lahko obiskovali šolo.
Ker najrevnejši pogosto živijo na težko dostopnih območjih, se slovenske organizacije tam povezujejo z lokalnimi organizacijami, ki imajo neposredni stik z ogroženim prebivalstvom. Zavod Krog preko partnerskih društev že vrsto let deluje na območju Bosne in Hercegovine. Njegova glavna aktivnost je rehabilitacija socialno ogroženih osnovnošolskih otrok. Zavod Krog v podpori Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije v Bosni in Hercegovini že vrsto let izvaja projekte in v zadnjih 2 letih projekti, ki smo jih izvajali, se v bistvu tudi sami že nadaljujejo brez naše podpore, kar je nam zelo pomembno, ker se želimo, da družba, civilna družba, tisti, ki tam živijo, da jo sami tudi gradijo. Delujemo na podpori psihosocialne pomoči otrok. Te otroke, ki že vrsto let, že leta 2004 spremljamo, dosegajo rezultate bistvene na področju izobrazbe, kar je za nas pomembno, da oni nadaljujejo šolanje. Torej, ti otroci so po večini končali samo srednjo šolo in zdaj pa v bistvu nadaljujejo tudi šolanjem na fakulteti. Zavod Krog se je tudi zelo angažiral na poplavah v letu 2014, oziroma mi smo že tudi v lanskem letu še vedno nadaljevali s projekti obnove 3 osnovnih šol, zdravstvenega doma, okrepili vrsto še ostalih osnovnih šol z pohištvom in inventarjem, ki je namenjen za šole in za boljše izobraževanje otrok. Da mednarodni izzivi ne poznajo nacionalnih meja, kaže trenutna aktualna begunska kriza. Mnogi zaradi vojn, kršenja človekovih pravic in slabih življenjskih razmer zapuščajo svoje domove in v razvitem svetu iščejo boljšo prihodnost zase in za svoje družine. Na njihovi poti čez Slovenijo jim med drugimi pomagajo tudi prostovoljci, ki delujejo pod okriljem slovenske filantropije. Begunska kriza je tudi v Sloveniji sprožila en zelo veliko zanimanje širše javnosti, da bi se vključili v prostovoljstvo in šli na teren in pomagali. Zaznali so, da imamo zares neka humanitarna krizna žarišča v Sloveniji in vloga slovenske filantropije je bila na samem začetku informiranje javnosti, kaj se lahko vključijo, kako se lahko vključijo in potem, če dalje bolj tudi organizacija samega prostovoljskega dela na terenu, se smo videli, da ljudi ne morejo kar prijeti na neko točko, ampak dejansko potrebujejo tam dobre organizatorje prostovoljskega dela, da vse te pozitivne in dobre sile, ki se sprožijo v družbi, da lahko se maksimalno izkoristijo. Osmijeh Gračanica je organizacija, ki je bila leta 1996 ustanovljena po vzoru slovenske filantropije. Pobudo za ustanovitev so dali posamezniki, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini prišli v Slovenijo zaradi zdravljenja ali kot begunci. Kar se tiče našega sodelovanja z organizacijo Osmih iz Gračanice Bosne in Hercegovine, mislim, da je zelo težko izločiti en sam projekt, ker od leta 1996 smo z njimi izvedli vrsto projektov, predvsem na mobiliziranju lokalnih človeških resursov, pa krepitvi njihovih kapacitet na področju prostovoljnega dela, na področju psihosocialnega izobraževanja za učitelje, za pomoč otrokom, na področju človekovih pravic na splošno. Vsi projekti so naravnani na način, da so čim bolj trajnostni, da tudi po prekinitvi projekta aktivnosti tečejo še naprej. Najbolj smo ponosni na projekte prostovoljnega dela, ker Osmih je bila prva organizacija, ki je v Bosni in Hercegovini takoj po vojni začela razvijati prostovoljno delo. In to prostovoljstvo danes na nek način ima tudi pravne okvire v Bosni in Hercegovini. Takrat smo bili zelo osamljeni v tem namenu, danes pa je to nekaj popolnoma normalnega v Bosni in Hercegovini. Kar se tiče zadnjih projektov, ki smo jih izvajali v Bosni in Hercegovini v zadnjem času, so to predvsem projekti na izobraževanju o človekovih pravicah. In lahko rečem, da smo na tisoče otrok sposobili, opolnomočili skozi takšne izobraževanja in na stotine učiteljev v Bosni in Hercegovini. Mislim, da je to en velik kapital, tudi ko ni projekta, stvari tečejo naprej. Vključevanje migrantov v novo življenjsko okolje in spopadanje s predsodki, nestrpnostjo ter sovraštvom sta izziva, s katerima se dnevno sooča Zavod Global. Zavod Global se ukvarja z globalnim učenjem in seveda tudi z razvojnim sodelovanjem, ampak za razliko od nekaterih drugih organizacij, naš fokus je pravzaprav tukaj v Sloveniji.
Mi nimamo projektov, ki jih izvajamo v Afriki ali pa na globalnem jugu nasploh. In to zato, ker verjamemo, da je v bistvu najbolj pomembno, kar lahko mi storimo, da delamo z ljudmi, s tem, kar dejansko ljudje mislijo, s tem, kar ljudje znajo. Veliko odločitev, ki vplivajo naprimer na Afričanov, se pravzaprav dogajajo tukaj v Sloveniji oziroma v Evropi. En izmed naših projektov je Skukna. Skukna je projekt, ki je namenjen povečanju zaposljivosti migrantov. In to počnemo tako, da migranti hodijo sem, kuhajo, na začetku seveda imajo usposabljanje. To usposabljanje ni ravno o tem, kako sploh pripraviti hrano svojo, ampak bolj o podpornem okolju, o HACCP-u, o higieni in vse o slovenski zakonodaji, ki jo pač morajo obvladovati, zato da lahko delajo v kulinaričnem okolju. Zatem pa seveda začnejo pripravljati hrano in pijače iz svojih okolij. Vsak dan v tednu imamo pač eno kuhinjo. Po nekaj mesecih marsikdo, ki je tukaj delal, najde neko drugo službo, nekje drugje. Tako da se nam zdi, da delujemo kot dober učni center. Leta 2012 je Slovenska Karitas s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Misionarskega središča Slovenije zgradila in opremila novo porodnišnico v kraju Ruzo v Burundiji. Nova zgradba je nadomestila staro, ki je bila dotrajana, neprimerna in premajhna. In smo čutili, da je tu skoraj nujno potrebno, najbolj potrebno zgraditi eno porodnišnico, da bi matere v dostojnih pogojih rojevale, ker je tukaj populacija zelo velika, veliko število in se še pomnožuje in je tudi vedno več rojstev. Pri tej zidavi, te porodnišnici, večina ljudi, ko so delali pri tem, so bili ljudje iz kraja in so se naučili zidarstva, so se naučili, da so imeli vestno delo pri vsem in tu je veliko pridobitev za naprej, za ta narod, za te zidarje, bojo lahko dobili delo drugje, ker se so tukaj veliko naučili. Nevladne organizacije so pomemben izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja. Njihovi projekti vključujejo najranljivejše skupine prebivalstva držav v razvoju, kot so ženske in otroci. Tudi slovenske nevladne organizacije z različnimi projekti skrbijo, da se besede o humanitarnosti na papirju uresničujejo tudi v praksi. Saj bi vsak zemljan moral imeti enake možnosti za razvoj svojih sposobnosti in za uresničevanje svojega potenciala.